Lep pozdrav gledalke in gledalci, ljubitelice in ljubitelji nogometa. Pred nami še ena tekma 34. kroga domačega nogometnega prvenstva. Na stadionu ob jezeru v Velenju sta tekmeca Rudar in Aluminij, ekipi, ki se pravzaprav borita za obstanek oziroma za neposredni obstanek v prvoligaški konkurenci. Ekipa velenjskega Rudarja je bila po jesenskem delu sezone v precej boljši poziciji. Velenjčani so bili namreč celo v boju za Evropo, sedaj pa so tik nad dnom prvenstvene lestvice. Gostujoče ekipe, klasična postavitev Slobodana Gruberja 4-4-2, tule pa prva dobra akcija in Glavina preko gola. Domačo ekipo od svojega kazenskega prostora in sedaj nekaj njihovih poskusov, ampak ti so se vsaj zaenkrat vsi zaustavili proč od kazenskega prostora. Tule prvi resnejši udarec in gol! Nenaden udarec in zadetek, ki se ga veselijo Kidričani. Ja, to je žoga, ki je presenetila domačega vratarja Radana. So gostje hitro odgovorili, sedaj hiter proti napad, priložnost imajo nogometaši Aluminija ob razredčeni domači obrambi, ki se šele zdaj vrača. Še udarec mimo gola! Do 19. oziroma 20. leta spet pa so na potezi nogometaši Rudarja. Takole kombinira Glavina. Še ena podaja v kazenski prostor, strel in gol! Zadetek z glavo, odličen udarec in Velenjčani se veselijo izenačenja. Vročina je zadev v polno. Priložnost za popoln preobrat v pičlih nekaj minutah, ampak tudi Aluminij ima seveda svoje načrte v obrambi. Še en udarec, gol! Zec je zadev v polno. Dvakratna podaja v kazenskem prostoru. Zec je bil povsem sam in nemočni so obstali nogometaši Aluminija. Mislim, da tudi Glavina na drugi strani, ki je čakal podajo. Toda na zadnje. Ja, in tu sedaj proti napad Aluminija. Aluminij ima priložnost, še en udarec, gol! Še en zadetek po hitrem proti napadu. Tokrat v polno ponovno strelec prvega zadetka, Rebernik. Še en predložek v kazenski prostor, spet skok in obramba Radana, težka obramba. Ja, počasi gredo priprave na ta zadetek, mislim, da je sedaj vendarle vse pripravljeno, tudi nekaj odrivanja in takole še enkrat žogal proti Johnu Maryju, tudi tokrat ni uspel John Mary. Ja, nekaj ostrejših štartov na žogo, potem pa tale udarec in izbija sedaj vratar gostov, ko je poskusil Babič. Ja, še ena dobra globinska žoga, to je še ena priložnost za Aluminij, še enkrat podajo v sredino, priložnost in obramba! Vročina podajalec, komu žoga, tudi John Mary, pa Binonk so v kazenskem prostoru. Dobra žoga, gre tja, to je John Mary, škarice, odlično, John Mary mimo gola! Končan je torej dvoboj 34. kroga, predzadnja tekma tega obračuna Rudar Aluminij, brez zmagovalca, 2-2 Rebernik, 2 zadetka za Aluminij, najprej vodilnega, potem pa izenačujočega, vmes pa Vročina in Zec, ki sta poskrbela za velenjski preobrat. To nadelitev točk in Aluminij ima sedaj 37, ostaja 9 točko manj, ima od Krškega, ki je na 8. mestu, Velenjčanih imajo 39 na 7. mestu. Pa kad smo došli ovdje, bila je ideja da igramo ofanzivnije, da ne igramo na gol manje, nego da igramo na gol više. I to se odrazilo mnogo puta na utakmicama kada iz neobjašnjivih razloga, nepažnjom, idealnom greškom, padom koncentracije primimo golove. Tako se desilo i na ovoj utakmici, gdje Aluminij jedini način na koji mogu da nas ugrozi, a to je kontranapad ili brza transformacija, uspeo je da prođe iz šuta, kasnije iz akcije, gdje smo uspeli da se vratimo, što nije lako, naročito posle svih ovih dešavanja oko tima. Međutim, igra je takva bila otvorena, da su pali još neki golovi, ne bi ništa bilo čudno i s jedne i s druge strane. A dobro, sad kad čovjek malo se spusti s emocijama i pogleda realno stanje, mislim da je 2-2 realan rezultat. Kod nas je bio problem što šteta da nismo imali jedan dan više odmora kao što je imao Rudar, jer mi smo specifična ekipa, brza ekipa koja koristi kontru, polu kontru i to nam je malo svježine falilo, pogotovo u drugom poluvremenu.